Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Naše kamere bodo pospremile derbi vodilnih v prvi MNZ Maribor. Gre za spopad domačega ekipe Marles Hiš in gostujočo zasedbo z Miklavža. Domači na svojem terenu, kot rečeno, gostijo Miklavž. Pred Marlesom je zaenkrat zares izjemna sezona, boljše rezultate sicer nizajo na gostovanjih, a to ne spremeni dejstva, da gre za zelo kvalitetno zasedbo, ki je v dobri formi, vendar nekaj podobnega velja tudi za Miklavž. Obojni imajo na svojem kontu 16 osvojenih točk, se pravi 5 zmag, en poraz in pa en neodločen rezultat. Zaradi boljše gol razlike pa so na prvem mestu nogometaši iz Dravskega Polja. Pri gostih bi lahko bila manjša težava odsotnost bočnega nogometaša Visenjaka, ki je pomemben člen zadnje vrste Miklavža. Največja nevarnost pri domačih pa zagotovo preti z napadalca Zgrabiča, ki je letos dosegel že kar 8 zadetkov. Jasno pa je, da bodo obojni iskali nove 3 točke in utrditev na vrhu prvenstvene lestvice. Sedaj preletimo še obe začetni enajsterici. Pri domačih v vratih Arzenšek, v obrambi z leve proti desni Valentin Jelenc, Novak, Miljatovič in Embreuš, v vezni vrsti Nerad, Dobaj, Ribič in Pavlič, v napadu pa Zgrabič in Kušnik. Strateg domače zasedbe je Bogomir Špindler. Sredine igrišča bodo ta obračun pričeli nogometaši v sivi športni opremi, govorimo o gostujoči zasedbi z Miklavža. Domači pa bodo ta obračun odigrali v svojih tradicionalnih črnih barvah. Preletimo še začetno postavo gostov. V vratih Prinek, v obrambi Fras, Gašper Fekonja, Kirbiš in Luka Dovečar. V vezni vrsti 4 nogometaši, to so Puhner, Bračko, Jodl in Matija Fekonja. Pred njimi pa Dedič in Strelec. Strateg zasedbe z Miklavža je Boris Pisnik. Glavni sodnik tega obračuna je Alen Borošak, njegova pomočnika Primož Perger in Marko Mladenovič. Delegat tekme je Mario Škrofič. Z zanimanjem bomo spremljali te uvodne minute, kako bodo obojni vstopili v ta obračun, katera ekipa bo iskala prevlado na terenu. Morda na obeh straneh na začetku nekaj treme, jasno, obojni se zavedajo, da je to sila pomemben obračun za ene in druge. Bračko proti Gašperju Fekonji, ta znova do Bračka. Dovečar vrača Kirbišu. Kirbiš mirno Prinegu. Strelec, ponudil se je Strelec, ta takoj ogenj pošilja Matijo Fekonjo na mesto Miljatovič. Hitrejši Dovečar vrača Matiji Fekonji, še vedno Fekonja, Dovečar. Na višjo skoku Nerad, Puhner, Dedič proti Frasu. V obrambi tokrat na mestu Embreuš. Zaenkrat v teh uvodnih minutah pobudo prevzema Miklavž. Kušnik uspešnejši od Bračka. Toda znova hitro do posesti Miklavž, pametno Prinek pošilja žogo v vezno vrsto, kjer je do te podaje prišel Dobaj. Še enkrat več pa so miklavški čmrli hitro prevzeli pobudo oziroma prišli do posesti. Fekonja, Jodl in Fekonja sta iskala dvojno podajo, nekaj težav je imel Novak, na koncu prekršek Matije Fekonje. Jelenc, prebral je to namero Jelenca Kirbiš
Še vedno Kirbiš. Kirbiš se je odločil za strel z roba kazenskega prostora na koncu. Prva obramba na tem obračunu, vpisal jo je Arzenšek, prav tako prvi nevarnejši poskus gostov. Prvi udarec iz kota, Puhner na bližnjo vratnico. Izbija Dobaj, toda na kratko znova Puhner, iz vrat Arzenšek. Strelec, obramba Arzenška, brez prepovedanega položaja. Nevarno je bilo tole, še ena lepa situacija za goste. Dovečar, manjše težave ima Dovečar, na koncu jih je razrešil na miren način. Jodl proti Dediču, na mestu Novak, strelec, še enkrat več izbija Miljatovič. Domači zaenkrat v nekakšnem krču, nikakor ne najdejo svoje prave prepoznavne igre. Opozorilo za Miljatoviča. Dovečar, tokrat neuspešen predložek desnega bočnega nogometaša Miklavža. Prav na tem položaju po večini obračune pričenja Visenjak, a danes odsoten zaradi rumenih kartonov. Gašper Fekonja najvišji v skoku. Dobaj. Še vedno Dobaj. Uvezno proti Kušniku. Pavlič na desno stran proti Ribiču. Morda je pred nami prvi nevarnejši napad Marlesa. Znova Pavlič, Ribič. Umešal se je Fekonja. Golaut za vratarja Prinega. Ekipi sta se nazadnje pomerili 24. avgusta, to je bilo v prvem krogu lanske sezone. Kar se tiče prvenstvenih preizkušenj, zmage z 2-1 so se veselili Limbušani. Sicer so po prvem polčasu vodili nogometaši Miklavža z 0-1, a v drugem delu je Marles izid preobrnil v pičlih 2 minutah. Oba zadetka je dosegel njihov najnevarnejši nogometaš, seveda kar se tiče napadalne igre, govorimo o Zgrabiču. Zadetkoma v 52. in 54. minuti je postavil končnih 2-1. Marles je nato rutinirano zadržal prednost do konca, saj so pri Miklavžu od 60. minute naprej igrali s kar 2 igralcema manj. Izključena sta bila Dovečar in Smrečnjak. Slednji ni več član tega moštva, pridružil se je Dupleku pred to sezono. Teče 8. minuta tega obračuna, zaenkrat še vedno podjetnejši Miklavž. A nekako mislim, da imam občutek, da se Marles prebuja iz tega začetnega krča. Fekonja, pametno Jelenc. Dobaj, uspešnejši Dovečar, Matija Fekonja, strelec, Dedič proti Puhnerju, Puhner strelja, 0-1, Miklavž do prednosti. Nekako, ko smo dobili občutek, da Marles vzpostavlja ravnotežje,
so pičili Miklavški Čmrli in prišli do zaslužene prednosti. Strelec Puhner v 8. minuti. Bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo Limbušani. Morali se bodo prebuditi, začeti igrati svojo igro, če ne, se jim ne piše nič dobrega v nadaljevanju tega dvoboja. Kušnik je žogo odložil na desno stran proti Ribiču. Prehitra je bila ta podaja za slednjega. Ob tem istem terminu kot tale naš dvoboj so se pričeli še 4 obračuni 8. kroga v prvi MNZ Maribor. Še en spopad ekip iz samega vrha se odvija v Črni na Koroškem, kjer gostujejo Starše, zagotovo obračun zraven tega našega, od katerega se pričakuje veliko. Jodl, še ena nevarna akcija Miklavža. Da zaključim prejšnjo misel, v Črni na Koroškem poteka obračun med Peco in Staršami. Črnjani še zaenkrat niso izgubili nobene točke na svojem terenu. Zanimivo bo videti, ali lahko Starše to spremenijo in morda vpišejo 3 točke ter se tako povsem enakovredno vključijo v boj za naslov. A potrebno je vedeti, da so Starše od 2 porazov enega doživele na gostovanju na Koroškem. V Mežici jih je ugnal Tap Akumulator. Dejansko imajo obojni slabe izkušnje z gostovanjem v Mežici. Peca je prav tako v prejšnjem krogu morala priznati premoč temu moštvu, vendar ne glede na vse to zagotovo ne bo ključnega pomena na današnji preizkušnji med ekipama iz vrha prvenstvene lestvice. Jasno, obojni bodo storili vse, da naredijo še korak naprej. Obračun ekip, ki si prav tako želita zgornjega dela oziroma vodilnih položajev, poteka v Rušah, kjer Pohorje gosti Pesnico. Gre za moštvi, ki ciljata visoko, a za dosego le teh ciljev prostora za napake enostavno ni več. Tako dejansko se pričakuje obračun do zadnjega atoma moči. Pohorci so v izjemnem nizu 5 zaporednih tekem brez poraza, od tega so vknjižili kar 4 zmage in en neodločen rezultat. Ta podatek jih zagotovo postavlja v manjšo vlogo favorita, še posebej zaradi tega, ker je Pesnica na zadnjih 2 krogih vknjižila zgolj 1 točko. Derbi spodnjega dela lestvice se odvija v Malečniku. Domači so meče prekrižali na tistem obračunu z Duplekom. Obe zasedbi nista vsaj zaenkrat zadovoljili apetitov svojih navijačev, zato za obojne na tem obračunu šteje samo eno in to jasno je zmaga. Ekipi na lestvici ločita zgolj 2 točki. Domači so na 10. mestu, imajo 6 osvojenih, medtem ko so Duplečani locirani 2 mesti niže in imajo na svojem kontu 4 točke. Za Malečnik velja, da ima izjemno kvaliteten napad, saj so dosegli že kar 20 zadetkov, a kaj jim to pomaga, ko so jih prijeli že kar 18. Duplek na drugi strani pa ima največ težav prav v napadu, saj so dosegli zgolj 6 zadetkov. Tako bo zanimivo videti, kateri del nogometne igre bo uspešnejši tokrat in katera ekipa se je bolje pripravila na nasprotnika. Dovolj hiter je bil Ribič, a Prinek še enkrat več z mirno reakcijo. Nogometaši iz Mežice Tap Akumulator po zmagi na Koroškem El Klasiku proti Peci z 2:1 je odšel na gostovanje k zadnjouvrščenemu Brunšviku.
Izjemno pomemben obračun za obojne, gostje bi zmago še nekoliko lažje zadihali in se povsem oddaljili od mest, ki v nevarnost postavljajo obstanek med elito, a zagotovo je ta tekma še bolj pomembna za zelene iz Dravskega polja. Pri Brunšviku so imeli veliko težav s sestavo začetne enajsterice, saj sta v prejšnjem krogu kar dva nogometaša tega moštva prijela rdeč karton, to sta Brence in pa Kočar, vendar ne glede na vse se pri Brunšviku zagotovo zavedajo pomembnosti tega obračuna. Arzenšek nenatančen, nanj je pritisnil Bračko in ga tako spravil v neugoden položaj. Fras proti strelcu, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Dovečar. Kirbiš pred Kušnikom, ta na hitro proti Neratu. Kušnik, še vedno Kušnik, izjemno tehnično znanje ima ta nogometaš in fizično zelo močen, še vedno Kušnik. Kušnik je želel izsiliti prekršek Dovečarja. Glavni sodnik ni nasedel temu poskusu napadalcu domačih. Fekonja vrača Dovečarju. Mirno Prinek proti Gašperju Fekonji. Jodl proti Dediču, mirno Novak. Arzenšek, Novak. Fekonja. Puhner, v prepovedanem položaju Puhner. Teče 16. minuta tega obračuna, Miklavž še ima vedno vse pod kontrolo, vodijo z 0:1, z zadetkom v 8. minuti jih je v prednost postavil Puhner. Kušnik. Dobaj je iskal Nerata. Novak v prostor proti Jelencu, še enkrat več mirno Kirbiš. Dedič. Fras takoj proti Puhnerju. Še vedno Puhner. Puhner in Embreus. Uspešnejši Puhner, toda Embreus na koncu na mestu. Iz avta strelec Dedič.
Fras, še vedno Fras. Na koncu met iz avta za domače. Zgrabič, zaenkrat še povsem neviden najboljši strelec domačega moštva. Tokrat je pokazal nekaj svojega mojstrstva, preigral Fekonjo, prosti strel za Marles. Prosti strel za Marles, bo izvedel Dobaj. Dobaj, Miljatović, najvišji v skoku, sprožil je na koncu čez vrata. Nerad višji od Jodla. Fekonja proti Dediću. Dedić v bloku Jelenc, udarec iz kota za Miklavž. Predložek Dedića proti bližnji vratnici. Tokrat Kirbiš ni najbolje odreagiral. Pavlič, Zgrabič, Kušnik, znova Pavlič. Še vedno Pavlič na desno stran proti Embreušu. Ta je želel odigrati proti Ribiču. Fras na koncu igra z roko levega bočnega nogometaša Miklavža. Novak na levo stran proti Jelencu. Kušnik, umešal se Fekonja. Dobaj. Dobaj proti Pavliču. Jodl. Jodl je iskal Bračka. Out za Marles. Hitro so ga želeli izvesti domači, toda zapravili posest. Prinek. Jelenc. Dovečar proti Dediću. Bračko. Na mestu Novak. Jelenc. Miljatović. Novak znova vrača Miljatoviću. Jelenc. Nesporazum Jelenca in Nerata. Fekonja. Še vedno Fekonja. Na desni strani se je v napad vključil Dovečar. Dovečar je iskal strelca.
Nekaj prostora se za protinapad odpira domačim. Ribič. Ribič proti Zgrabiču. Še enkrat več na mestu Kirbiš. Zaenkrat je obramba Miklavža opravila dobro delo, povsem zaprla Zgrabiča in s tem nekako onemogočila nevarnejše napade domačim. Bračko. Fras. Fekonja znova proti Kirbišu. Ta na desno stran do Dovečarja. Bračko. Strelec. Strelec takoj v prostor Fekonji. Fekonja prebral je namero gostov Miljatović. Dovečar. Bračko. Strelec. Strelec proti Dovečarju. Na koncu mirno Novak. Znova nekako gostje prevzemajo pobudo, dvigujejo svoj nivo igre. Bomo videli, kaj lahko storijo domači. Zaenkrat si še v igri niso uspeli priigrati nobene nevarnejše priložnosti. Miklavž dobro stoji na igrišču, s tem povzroča veliko preglavic domači zasedbi. Novak. Zgrabič vrača Novaku. Ribič. Vmešal se Fras. Dedić. Dedić takoj do Bračka. Puhner, Fras. Fras na desno stran proti Fekonji. Izbija Novak. Kirbiš. Kirbiš proti Puhnerju. Puhner, Arzenšek tokrat brani, vendar v prepovedanem položaju Puhner. Puhner. Nekoliko nenatančna podaja Puhnerja. Jelenc. Nerad proti Dobaju. Še vedno Dobaj, na koncu prekršek Dedića. Dovečar proti Fekonji. Ta mirno vrača Prinegu. Bračko na levo stran, kjer je Fras. Strelec. Ribič proti Pavliču. Miljatović. Težave je imel Miljatović. Toda hitro jih je popravil centralni branilec Marlesa. Kušnik. Ribič. V vezno vrsto Pavliču. Znova Kušnik. Zgrabič. Zgrabič proti Dobaju. Na mestu Kirbiš, v vezni vrsti, kjer ima nekaj prostora Dedić. Ta je takoj našel Fekonjo. Prekršek Matije Fekonje. Prvi rumeni karton na tem obračunu. Za ta preoster štart ga je prijel Matija Fekonja.
V uvodnih 7 krogih, kot že rečeno, sta obe ekipi vknjižili 16 točk, 5 zmag, 1 remi in pa 1 poraz. Marles je edini poraz doživel v prvem krogu, ko jih je ugnala Marjeta z 0-4, prav tukaj na domačem terenu. Remizirali pa so v 5. krogu s Pohorjem 4-4, trdo prigarana točka je bila to. V pičlih 3 minutah oziroma v zadnjih 3 minutah so dosegli 2 zadetka in tako prišli do prigarane točke. Premagali pa so Jurovski Dol 1-6, Peco 2-1, Brunšvik 0-1, Malečnik 3-1 in pa v prejšnjem 7. krogu, kot že rečeno, Duplek z 0-4. V teh trenutkih pa prosti strel za Miklavž, izvedel ga bo Dedič. Ali lahko gostje pridejo do povišanja prednosti iz tega standardnega položaja. Dedič se je odločil za strelna vrata, nekoliko preoptimističen poskus vezista domačih oziroma gostov, se opravičujem. Na drugi strani Miklavž pa je edini poraz doživel v 6. krogu. V Črni na Koroškem jih je ugnala Peca z 1-0. Remizirali so v 2. krogu prav tako na gostovanju na Koroškem. Z Radljami so se razšli s 3-3. Premagali pa Rače 2-0, Pesnico 4-0, Marjeto 0-2, Jurovski Dol 3-0 in v prejšnjem 7. krogu Brunšvik s 5-2. Zaenkrat pa dosti bolje kaže Miklavžu, ki tudi na igrišču prevladuje skozi celoten prvi polčas. Zgrabič. Out za Marles. Kušnik proti Dobaju. Dobaj na desni strani je iskal Ribiča, manjše težave ima Fras. Mirno sta jih na koncu razrešila Fras in Puhner. Toda hitro do posesti domači. Kušnik, Pavlič, Kušnik. Nesporazum med Ribičem in Kušnikom. Jasno, pri njegu se nikamor ne mudi, zaenkrat imajo gostje željeno prednost. Najvišji Dobaj, toda mirno je na koncu Fekonja prepustil žogo v out in da bo pripadel Miklavžu. Tehnični lapsus strelca. Pavlič v ogenj pošilja Zgrabiča, Kirbiš in Zgrabič v dvoboju. Še enkrat več uspešnejši Kirbiš. Atraktivno Nerad proti Ribiču. Ta je takoj iskal žogo v prostor Kušnika, toda še enkrat več na mestu obramba Miklavža. Puhner na desno stran proti Fekonji. Prekršek Matije Fekonje nad Jelencom. Fekonja že ima rumen karton, zato bo moral biti previden s temi ugovarjanji glavnemu sodniku nad njegovimi odločitvami. Bračko, vmešal se je Pavlič, lepo proti Ribiču.
Visoko so pritisnili nogometaši Marlesa. Prinek na desno stran proti Dovečarju. Umešal se je Jelenc. Vrnil se je obrambo Fekonja. Jodl, veliko prostora ima Jodl. Takoj v vezno vrsto proti Bračku. Strelec. Puhner. Dvojna podaja strelca in Puhnerja. Atraktivno strelec Fras. Fras povratno podajo. Nekaj težav je imel vratar domačih oziroma obramba domačih, a na koncu se je vse srečno išlo za Marles. Jelenc. Novak s prenosom igre na desno stran proti Embreušu. Kušnik. Nenatančen Kušnik. Dedič. Takoj proti Fekonji na mestu Novak. Jelenc. Prekršek Bračka. Novak s podajo, s preskok igro so poskušali domači. Še enkrat več na mestu Kirbiš, Jodl. Fekonja. Še vedno v posesti Fekonja. Dedič. Strelec je odložil Puhnerju, Jodl, v bloku Miljatovič, na koncu izbija Embreuš, Zgrabič. Znova hitro do posesti Miklavž, Jodl. Pred Puhnerjem je izbil Embreuš. Novak. Pavlič v prostor proti Ribiču, nekaj prostora se odpira Ribiču, Ribič pred vrata, v bloku Fras in kot za Marles. Hitro so ta protinapad izvedli Limbušani, prišli do udarca iz kota. Bomo videli, ali lahko nevarne zapretijo iz prekinitve. Predložek do strela Miljatovič, mirno Prinek. Ta takoj v ogenj pošilja Puhnerja. Ribič vrača Arzenšku. Zgrabič. Znova v bloku Kirbiš. Prinek na levo stran proti Frasu. Bračko. Umešal se Miljatovič. Ta vrača Novaku. Nerad. Umešal se je Dovečar. Pavlič.
Takoj v ogenj pošilja Nerata. Prekršek Nerata nad Kirbišem. Pametno se je postavil Kirbiš, nekako izsilil ta prekršek. Najvišji v skoku Dobaj, Nerat. Lepo se je znašel Nerat, priboril svojemu moštvu, met iz avta. Pavlič. Še vedno Pavlič. Na koncu avt za Miklavž. Izbija Jelenc, Zgrabič. Bračko na levo stran proti Puhnerju. Izbija Novak. Kušnik. Kušnik takoj v prostor proti Zgrabiču. Zgrabič in Kirbiš v dvoboju, še enkrat več. Močnejši, uspešnejši Kirbiš. Zadnjih 5 minut je pred nami v tem prvem polčasu. Tokrat Dedič neuspešen pri oddaji žoge Gašperju Fekonji. Kušnik. Ribič. Strelec. Strelec proti Bračku. Fekonja. Puhner. Izbija Miljatovič. Kirbiš. Fekonja. Novak. Novak proti Neratu. V teh trenutkih spremljamo nekoliko raztrgan dvoboj oziroma obe ekipi želita prevladati. Strelec. Strelec takoj proti Dediču. Dedič je lepo videl tekajočega Puhnerja. Vmešal se je Miljatovič. Miljatovič z visoko podajo proti Kušniku. Mirno Gašper Fekonja. Dovečar. Dovečar proti Bračku. Nekoliko prehitra je bila ta podaja Dovečarja. Vmešal se je Dedič. Še vedno Dedič. Živce sta izgubila v teh trenutkih Kušnik in Dedič. Novak, takoj na levo stran proti Jelencu. Fekonja, proti napad je krenil Fekonja, takoj proti strelcu. Na koncu prekršek napadalca gostov. Nerodno je sedaj pohodil Nerata. Strelec bo prijel rumeni karton. Drugi na tem obračunu, oba so dobili v gostujočem taboru, Matija Fekonja in pa sedaj še Strelec.
teče, oziroma pravkar se je pričela 44. minuta tega prvega polčasa, zaenkrat še vedno v minimalni prednosti gostje z 0:1. Kirbiš na desno stran proti Dovečarju. Fekonja. Fekonja je znova iskal Dovečarja, vmešal se je Dobaj. Zgrabič. Izjemno malo prostora je imel Zgrabič v tem prvem polčasu, zelo dobro so ga zaprli oziroma pokrili gostujoči nogometaši. Fras vrača Puhnerju. Miklavž bi zagotovo rad s to prednostjo odšel na odmor, zadržal to minimalno vodstvo do zadnjega sodnikovega žvižga v tem prvem delu. Dovečar izbija Novak na kratko, znova do posesti gostje. Bračko. Fekonja v bloku Jelenc. Uspešnejši Fekonja. Miljatovič, na koncu pa udarec iz kota za Miklavž. Ali lahko gostje iz tega četrtega kota v tem prvem polčasu pridejo pred iztekom prvega dela do povišanja prednosti na 0:2. Kot bo izvedel Dedič. Dedič proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji Novak. Tokrat out za Miklavž, še vedno v posesti gostje. Fras. Strelec proti Puhnerju. Jodl. Jodl se je odločil za strel z velike razdalje, na koncu obramba Arzenška. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega dela. Na odmor z minimalno prednostjo 0:1 odhaja Miklavž. Mislim, da lahko rečemo povsem zaslužena prednost gostov, ki so skozi celoten prvi del dominirali, si priigrali več nevarnih situacij. En od teh je v 8. minuti izkoristil Puhner. Z moje strani je bilo to za ta prvi polčas vse. Seveda vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.